Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni in dober večer. Med nami najprej pozdravljamo obrtnike in podjetnike. Danes je konec koncev vaš dan. Pa častne člane, upokojene obrtnike in nekdanje funkcionarje območne Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Pozdravljam tudi predsednika upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Branka Meha, namestnika generalnega sekretarja Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Pavleta Sedovnika, predstavnike sosednjih zbornic, še posebej Obrtne komore Čakovec. Poseben pozdrav gre tudi županji občine Ljutomer, gospe magistri Olgi Karba, poslancu državnega zbora, gospodu Branku Smodišu, županom sosednjih občin, občinskim svetnikom, tudi delegacijama pobratenih mest Užic in Fulneka, članom kluba Menedžer, predstavnikom občine Ljutomer, zavarovalnic Maribor in Triglav ter vsem ostalim prisotnim. Območna Obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer letos praznuje visok jubilej, 45 let. To pomeni skoraj pol stoletja povezovanja, pomoči, vztrajnosti, predanosti delu in dobrim poslovnim obrtniškim idejam. Nocoj je med nami tudi nekaj tistih članov, katerim bomo v nadaljevanju izkazali še posebno zahvalo. Sicer pa nocojšnja prireditev poteka tudi v tednu, ko občina Ljutomer praznuje svoj 57. občinski praznik. Zato na oder zdaj vabim županjo občine Ljutomer, gospod magistro Olgo Karbo, da nam nameni nekaj pozdravnih besed. Županja, izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, v lokalni skupnosti, občini smo združeni ljudje, ki si delimo določen geografski prostor, v njem živimo, ustvarjamo in seveda tudi delamo. In verjemite mi, ni občine v Sloveniji, ki bi bila bolj ponosna na svoje obrtnike, podjetnike in gospodarstvenike. 544 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Ljutomer tvori zelo pisano gospodarsko okolje, v katerem ste obrtniki veliko srce, ki poganja uspeh po žilah naše občine. V teh neprijaznih in nezavedljivih časih, namesto obžalovanja slabih stvari, iščete nove priložnosti, ki vodijo do uspeha. Že zgolj zato si zaslužite prav posebno pohvalo in spoštovanje. Zato dovolite, da vam vsem iskreno čestitam za pogum, vztrajnost in uspeh, torej za lastnosti, ki so v teh nepredvidljivih časih še toliko bolj izjemne. Zelo sem vesela, ker smo v zadnjih 3 letih navezali lepo sodelovanje. Sodelovanje, ki ni le leporečenje na papirju, ampak konkretno delo, ki dobro teče preko Obrtno-podjetniškega strateškega sveta. Kot županja si ne predstavljam uspešnega načina delovanja, ki ne bi vključeval pogleda na svet iz zornega kota gospodarstva v praksi. Skozi naš dober odnos se bolje zavedamo odgovornosti, ki jo kot upravljalci občine nosimo do vas. Zaradi vas, spoštovani, mnogo bolje uresničujemo vodilo, od katerega nikoli ne odstopam. Mi smo tu zato, da vam pomagamo. Iz teh in tem podobnih razlogov sem zelo hvaležna vsem kolegom iz vaših vrst, ki nam stojijo ob strani z nasveti, predlogi, mnenji in novimi idejami. To nam pomaga pri prizadevanjih, da najdemo dobre rešitve, s katerimi lahko skupaj ustvarimo bolj varno, konkurenčno in privlačno poslovno okolje. Skozi naše dobro sodelovanje smo hitro, a obenem zelo veliko obzirnosti do potreb gospodarstva in seveda občank ter občanov sprejeli občinski prostorski načrt, ki je že poenostavil življenja in uresničitev poslovnih zamisli. Ena izmed novih skupnih pobud je tudi uvedba mehanizma, ki spodbuja podjetja, da poskušajo spraviti v življenje sveže poslovne ideje in produkte.
Čestitam vam za lepo obletnico delovanja in seveda tudi prejemniku nagrade Obrtnik leta 2013. Sedaj pa prosim, da se mi na odru pridruži predsednik Območne obrtne zbornice Ljutomer, gospod Danijel Zelko, da mu predam posebno zahvalo za izjemno uspešno sodelovanje, ki zaznamuje odnos občine in gospodarstva v zadnjih 3 letih. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa županja, hvala lepa, gospod Zelko. Na nocojšnji prireditvi bosta prvič združili moči zasedbi 2 oktetov. Ljutomerski oktet, ki je svojo 45-letnico bogatega in izjemno uspešnega delovanja praznoval že pred dobrimi 3 leti, in pa oktet Arion, ki se v zadnjih 3 letih uspešno uveljavlja v družbi najboljših slovenskih oktetov. Oba okteta skupaj z drugimi pevskimi zbori in skupinami nadaljujeta bogato več kot 115-letno tradicijo organiziranega slovenskega zborovstva v Ljutomeru. Ljutomerski oktet vodi Dušan Prelog, oktet Arion pa deluje pod umetniškim vodstvom Vita Žerdina. Za nocoj so nam pripravili skladbi iz železnega repertoarja slovenske moške zborovske zapuščine Triglav moj dom in Slovenec sem. Združeno zasedbo oktetov bo nocoj vodil Vito Žerdin. Oj, Triglav moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. O ledni vročini na strme vrhi, da tam si spočijel samoti srci. Kjer potok izvira v skaloju hladan, oj, Triglav moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav moj dom, oj, Triglav moj dom, oj, Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav moj dom, četudi je svet začaran čudesi mi večkrat pogled. Tujina smehljaje kazala mi kras, le na te sem mislil ljubeče vsak čas. O tebi sem sanjal sred svetlih dvoran, oj, Triglav moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav moj dom, oj, Triglav moj dom, oj, Triglav moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dite pistovala, ko me je dite pistovala. Zatorej dobro vem, Slovenec sem. Zatorej dobro vem, Slovenec sem,
blagi čut mi pravi. S ponosom reči smim, Slovenaca, Slovenaca. S ponosom reči smim, Slovenaca, Slovenaca. Hvala lepa obema oktetoma, še jih bomo slišali v nadaljevanju. Zdaj pa na oder vabim tudi današnjega slavnostnega govornika, predsednika upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospoda Branka Meha. Spoštovane obrtnice, obrtniki, spoštovani podjetnice, podjetniki, cenjeni gostje. Lepo pozdravljeni o praznovanju četrtljivega jubileja. Na začetku se želim zahvaliti vsem, ki ste skupaj s predhodniki v minulih 45 letih nesebično sodelovali pri izpopolnjevanju zborničnih nalog in tako pomagali soustvarjati uspešen obrtno-zbornični sistem. Trenutno gospodarsko okolje je izjemno neugodno za obrtnike in male podjetnike. Ob zviševanju davkov in prispevkov pa se razmere še poslabšujejo. Vloga zbornice je v teh časih zato še toliko bolj pomembna. Trenutno si aktivno prizadevamo, da bi vlada končno prisluhnila našim težavam in našim predlogom. Kako bi te težave odpravili? Situacija je kritična, česar se zaveda tudi vlada. Verjamem in upam, da nam tokrat skupnimi napori uspe. Obenem pa sem trdno prepričan, da smo ravno obrtniki in mali podjetniki tisti, ki lahko pomagamo ponovno oživeti našo gospodarstvo. To pa je seveda mogoče doseči le v stimulativnejšem poslovnem okolju. Vsi, ki smo se danes zbrali na tem prostoru, se dobro zavedamo, da je pred nami zgodovinska prelomnica v delovanju zborničnega sistema. Konec oktobra bo namreč uveljavljeno prostovoljno članstvo. Obdobje, v katerem smo, je torej polno izzivov in novih priložnosti. Izziv je, da ponovno vzpostavimo zaupanje med našimi člani. Nažalost se vsi člani ne zavedajo posledic, ki bi jih doletele, če bi zbornični sistem prenehal obstajati. Pri zastopanju interesov naših članov pogosto dosežemo, da so predpisi sprejemljivejši ali pa uspemo preprečiti dodatne obremenitve. Kdo bo sicer ščitil njihove interese in sodeloval v procesu spreminjanja zakonodaje? Posamezni člani so po tem področju povsem nemočni, združeni v zbornični sistem pa dobijo moč. Številnejše članstvo je veja moč zbornice pri zastopanju njihovih interesov. Obljubljam vam, da bom kot predsednik upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije se prizadeval, da bomo v prihodnje še bolj prisluhnili potrebam našim članov in jim ponudili še več kot doslej. Kot dober gospodar gledamo na vsak evro, ki ga lahko prihranimo. S kartico Mozaik podjetnik, ki bo zaživela čez nekaj dni, tako dajemo nov zagon iskanju ugodnosti za naše člane. Izkoristite jih, hkrati pa vas pozivam, da se v Mozaik podjetnik vključite tudi z vašo ponudbo. Izziv, ki je pred nami, pa je, da dosežemo povezanost, tesnejše sodelovanje celotnega zborničnega sistema. Dosežki za naše člane niso odvisni zgolj od vodstva in strokovnih služb naše krovne organizacije,
pač od podpore in sodelovanja vseh 62 zbornic in seveda sekcij. Zato moramo sedaj sodelovati še tesneje kot kdarkoli prej. Le tako bomo lahko tudi v prihodnje uresničevali našo temeljno nalogo pomagati obrtnikom in malim podjetnikom. Da bi lahko lažje in bolje delali in živeli, naša skupna organizacija je organizacija vseh obrtnikov in malih podjetnikov, zlasti pa kompetenten sogovornik, ki ga država nujno potrebuje. Naš zbornični sistem premore ogromno znanja in izkušenj, zato trdno verjamem njegov obstoj in uspeh. Jubilej, ki ga danes praznujete, je potrditev, da se večino članov zaveda pomena vloge obrtno-zborničnega sistema. Bodite ponosni na priznanja, ki jih vam v tej priložnosti podeljuje vaša stanovska organizacija. Prepričan sem, da ste mnogim za vzgled, predvsem pa v spodbudo tistim, ki se na takšno ali podobno pot šele podajajo. V dobro vseh obrtnikov in malih podjetnikov si želim, da bi vaša obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer tudi v prihodnje uspešno nadaljevala pot, ki si je začrtala v minulih 45 letih. Še enkrat iskrene čestitke v vašem jubileju in seveda čestitke vsem današnjim nagrajencem. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Meh, ostanite še trenutek z nami. Gospod Meh, vabim tudi gospoda Sedovnika, da se nam zdaj pridruži na odru in skupaj bosta podelila tudi priznanje v roke gospodu Danielu Zelku, predsedniku območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer ob 45-letnici. Hvala lepa, nadaljujemo še s podelitvijo 3 priznanj strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije zaslužnim obrtnicam in pa obrtnikom iz Ljutomera in okolice, iz naše območne Obrtno-podjetniške zbornice. Priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejme tudi gospod Igor Lah iz Branoslavcev. S poslovalnico RTV Servis na Vranzovi ulici v Ljutomeru obrtno dejavnost opravlja že od leta 1997, je član regijske sekcije elektronikov, član upravnega odbora sekcije elektronikov pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije in aktivno deluje v organih upravljanja območne Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer že vrsto let. Gospod Igor Lah. Kar ostanite še z nami, gospod Lah. Nagrado oziroma priznanje Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije prejme tudi gospod Matjaž Ostrc iz Šalincev, strojno ključavničarstvo. Obrtno dejavnost opravlja od leta 1996 in s tem tudi nadaljuje tradicijo ključavničarstva v svoji družini. Je predsednik sekcije kovinarjev območne Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, član upravnega odbora sekcije kovinarjev. Aktivno deluje tudi v organih upravljanja območne Obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer že vrsto let. Priznanje prejme tudi gospa Marija Tivadar iz Ljutomera, fotostudio. Obrtno dejavnost opravlja vse od leta 1972, je tudi članica regijske sekcije fotografov, od začetka delovanja članica v sekciji Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, v upravnem odboru že 27 let in vrsto let v organih upravljanja. Žal, gospod Tivadar danes ni z nami, nepričakovano je bila zadržana, se je tudi opravičila, vseeno zaploskamo tudi gospod Tivadar za priznanje.
Tako, še priložnost za vse nagrajence in podeljevalce, da se fotografirate skupaj. Hvala lepa vsem. Hvala lepa, lahko sedete. Gospod Zelko, vi še ostanete z menoj. Na odru imava še nekaj priznanj, ki jih bova podelila, in tudi 2 naziva častnega člana. Zdaj prihajamo na priznanja, ki jih podeljuje območna obrtno-podjetniška zbornica Ljutomer. Priznanja naše Ljutomerske zbornice dobi občina Ljutomer. Že vrsto let območna obrtno-podjetniška zbornica in občina dobro sodelujeta. Na pobudo zbornice je bil s strani županje občine Ljutomer imenovan obrtno-podjetniški strateški svet. Na njem obrtniki in podjetniki na eni strani in občina na drugi strani usklajujejo stališča in iščejo najboljše rešitve pri razvoju malega gospodarstva. Gospa županja, vabim, da se nam pridružite na odru. Hvala lepa, ker počakate z nami. Priznanje območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer prejmejo tudi sosednje obrtne zbornice. V vsem obdobju organiziranega zborničnega delovanja so pomurske zbornice sodelovale v obliki regijskih srečanj na strokovni in družabni ravni in skupna stališča tudi posredovale na ustrezne lokalne in državne ustanove. Prosim predsednike ali pa predstavnike sosednjih obrtnih zbornic, da se pridružijo na odru. Čestitke torej prihajajo z vseh strani, tako iz Murske Sobote, Lendave, Gornje Radgone, kot tudi iz Ormoža. In seveda zahvala strani gospoda Zelka za dolgoletno sodelovanje. Sodelovanje pa se je v zadnjih nekaj letih razvilo tudi z obrtno komoro Čakovec, predvsem na sejemskih in pa na družabnih dejavnostih. Posebna pozornost se je namenila domači in pa umetnosti obrti, kjer so se obrtniki iz ene in druge zbornice tudi večkrat dobivali. Prosim predstavnika obrtne komore Čakovec, da se nam pridruži.
Spoštovani gosti, v ime Obrtničke komore Međimurja, kakti i Čakovca, sve vas najljepše pozdravljam. Posebno mi je drago kaj smo danas dobili ovakšno nagrado, ali samo za one, kateri ne znaju, ova naša suradnja med Međimurjem i Ljutomerom nije od danes, nije od lani, ona već traje 13 let. A dobri susedi već značijo kak rojeni brat ako ti je negdje daleko. Tako da Međimurje je navek bilo vezano uz Ljutomer i drago nam je kad smo si navek našli zajedničke lepe reči i jedni drugima pomagali, a to znači da obrtniki bi morali navek deti glave skupa jer onda smo navek jakšni. Evo već dok sam zeli reč, htjel bi čestitati svim nagrajencima u ime Obrtničke komore Međimurja. Hvala lepa. U znak sjećanja jedna lepa knjiga, pozdrav iz Međimurja za godišnjicu vaših obrtnikov. Tako, vabim vse, da stopite naprej za fotografiranje. Hvala lepa. Še enkrat vsem. Gospod Mandič, izvolite. Spoštovani obrtniški obrtniki, gospod Zeljko, v imenu regije naših zbornic območnih, se reče od Ormoža, Lendave, Murske Sobote, Gornje Radgone, se bi zahvalil za to sodelovanje. Kot vidite, smo kar velika regija za s temi 5 obrtnicami in dobro sodelujemo. Začeli so naši bivši predsedniki pred 20 leti in upamo, da tudi te, kateri bodo za nami prišli, naprej nadaljevali. Vsem dobitnikom bi se zahvalil, bi se ne čestito za priznanje, imam pa še prijeten večer. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mandič. Gospod Zeljko še ostaja malce z mano. Ja, še malo, še imamo dve čisto posebni razglasitvi, 2 častna člana območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Častni član bo s današnjim dnem postal gospod Felix Filipič. Ukvarja se z avtoprevozništvom, že vrsto let opravlja dejavnost, sicer že več kot 40 let, če smo čisto natančni. Dejavnost opravljata tudi oba sinova, Srečko in pa Marko, tudi hčerka Milena je v obrtniški dejavnosti, tako da so cela obrtniška družina. Gospod Filipič, vabim, da se nam pridružite na odro. Čestitke, gospod Filipič, kar ostanite še z nami. Častni član območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer pa je odslej tudi gospod Zvonko Mort, ki je obrtno dejavnost opravljal od leta 1980, vse skozi bil aktiven v organih območne obrtno-podjetniške zbornice, tudi njen predsednik v letih med 2002 in 2006 ter med 2006 in 2010 letom. Zelo aktivno je deloval v prirejanju razstav kot predsednik odbora za seme in razstave pri območni obrtno-podjetniški zbornici. V njegovem obdobju predsednikovanja pa se je obnovil tudi gostinski del doma obrtnikov. Gospod Mort, vabim vas na oder.
Izvolite, gospod Filipič, za skupno fotografiranje. Tako, to ste bili naša častna člana. Hvala lepa, gospod Zelko. Zdaj se zahvaljujem tudi vam in spet je čas za nekaj glasbenega oziroma pevskega predaha. Ljutomerski oktet in pa oktet Arion danes prvič čisto posebej za to priložnost v takšni postavi. In v tokratnem drugem glasbenem vložku bomo spet slišali dve pesmi. Prva bo v prleščini z naslovom Pozavčin in še skladbo iz vinske tematike, ki ima naslov Pimo, bratci, vince. Ljutomerski oktet in oktet Arion. Duženih vino gledam, kakšno grubolnice ima. Skoro srce mene zrajta svojo von roko ima. Skoro srce mene zrajta svojo von roko ima. Včeraj sem jo znavi vida, pa se meni trdno zdi. Kazo mi se nič ne briga, samova neka gledi. Kazo mi se nič ne briga, samova neka gledi. Za mi se nič ne briga, makar jako jaz trpim. Če ti ne mreženim biti, naj bom bar tvoj pozavčin. Če ti ne mreženim biti, naj bom bar tvoj pozavčin. Obveznica bom pozvala, vsak še mi še piti dan. Den pri srci, den mi hudo, temno pa se bom smeja. Den pri srci, den mi hudo, temno pa se bom smeja. Pimo, bratci, vince, naj voda tam stoji, stoji. Vodica je mrzla, a srcu zdrava ni. Glejte mene, bratci, ki sem vodo pil, zdaj pa moram riti in se Pimo, bratci, vince, naj voda tam stoji, stoji. Vodica je mrzla, a srcu zdrava ni. Dragi bratci moji, kadar jaz umrem, poklajte mi ramo v moj vinograd. Pimo, bratci, vince, naj voda tam stoji, stoji. Vodica je mrzla, a srcu zdrava ni. Noge mi denite pod diskotenkico, glavo mi denite pod diskotenkico. Pimo, bratci, vince, naj voda tam stoji, stoji. Vodica je mrzla,
srcu zdrava ni. I povrnite najvice van suni, nek se duša klipi, kad se rodi. Pimo, bratci, vince, naj voda tam stoji, stoji. Vodica je mrzla, a srcu zdrava ni. Spoštovane in spoštovani, smo pri drugem pomembnem delu današnjega druženja, današnje prireditve. Letos že tretjič zapored izpostavljamo tudi razglasitev obrtnika leta, tokrat obrtnika leta 2013. Tudi letos so ga na podlagi razpisa smeli predlagati vsi člani območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer. Priznanje pa se tudi letos podeli obrtniku, članu zbornice za izjemne dosežke na področju samostojnega dela, osebnega dela in vključevanja v delo organizacije. Kljub težkim časom se je tudi letos pokazalo, da je med nami še vedno veliko uspešnih in vztrajnih obrtnikov. In podelitev priznanja vsako leto tudi letos pripada to častno dejanje predsedniku območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospodu Danijelu Zelko. Spoštovani visoki gostje, spoštovane obrtnice in obrtniki, cenjeni obiskovalci. Prisrčno pozdravljeni ob današnjem praznovanju častitljivega jubileja območno obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, ko bomo v sklopu 45-letnice obrtne zbornice Ljutomer in številnih dogodkov v praznovanju občine Ljutomer podelili priznanje listine zaslužnim članom. Presenečen sem in iskrena hvala, da ste se odzvali v tako velikem številu. 45 let je dolga doba, pravzaprav je to skoraj pol stoletja. Verjamem, da smo vsi, ki pišemo ali smo pisali zgodovino te zbornice, na današnji jubilej izjemno ponosni. 29. marca 1968 je bil v Ljutomeru sklican zbor vseh zasebnikov, katerega se je udeležilo več kot 200 obrtnikov. Na kar so v septembru še istega leta na prvem občnem zboru ustanovili eno izmed prvih slovenskih združenj obrtnikov in gostincev občine Ljutomer. Marsikdo med vami pa verjetno ne ve, da je bila predhodnica sedanje območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer med soustanoviteljicami današnje organizacije. Imenovala se je Zveza združenj samostojnih obrtnikov Slovenije. To je bila prostovoljna organizacija, društvo, katerega so se obrtniki združevali in združili v želji, da si bi povrnili ugled, našli svoj prostor v družbi in da bi se v tedanjih težkih razmerah njihov glas slišal dlje in bolje. Če potegnemo sporednice med preteklosti in sedanjostjo, hitro ugotovimo, da se situacija ni dosti spremenila. Časi za obrtnike so neugodni in težki tudi sedaj. Združevali pa se bomo tudi odslej prostovoljno. Cilji in želje obrtnikov prav tako ostajajo podobni kot pred 45 leti. Želimo najti svoj prostor in želimo, da nas vlada sliši bolje in ne nazadnje tudi usliši. Vloga območnih zbornic oziroma njenih predhodnic je bila pred 45 leti izjemno pomembna in takšna je še dan danes. Trdno sem prepričan, da je prihodnost v razmerah prostovoljnega članstva lahko svetla le v primeru tesnega sodelovanja in vzajemne podpore tako krovne organizacije, sekcij in območnih zbornic. Edino zdrav in močan zbornični sistem lahko zagotovi obstoj obrti na Slovenskem, saj zastopa interese slovenskih obrtnikov v najširšem pomenu besede. Sprememba zakonodaje in nov obrtni zakon nam narekuje
korenito preoblikovanje sistema pri prehodu na prostovoljno članstvo. Ravno zaradi tega moramo postati še boljši, konkurenčnejši in svojim članom nuditi še več kvaliteti storitev. Vodstvo Obrtne zbornice Slovenije nam mora zagotoviti, da si bo aktivno prizadevalo za rešitve, ki bodo koristili našim članom. Čas je, da za članarino dobimo sodoben in hitro odziven servis na vseh ravneh. Na lokalnem nivoju bodo morale območne zbornice še tesneje sodelovati z lokalno skupnostjo, odgovorno nalogo pa bodo imeli tudi vsi zaposleni na območnih zbornicah, ki se bodo morali še bolj intenzivno ukvarjati s člani, jih informirati, izobraževati in svetovati. Nikakor pa ne smemo dovoliti, da bi se člani, torej obrtniki in mali podjetniki, odpovedali svoji lastni organizaciji, ki so jo njihovi predniki gradili skoraj pol stoletja. Obrtniki in podjetniki so bili in še bodo nosilci razvoja napredka tako na lokalni kot državni ravni. Mi, obrtniki in podjetniki, delamo na domačih tleh in vedno znova dokazujemo, da smo sedaj v času gospodarske krize eni izmed redkih poslovnih subjektov, kateri vlečemo nit na področju razvoja in zaposlovanja. Sposobnost zbrati voljo in premagati težave je že od nekdaj značilnost zmagovalcev, torej obrtnikov. Zato bo tudi naša država morala enkrat prisluhniti malemu gospodarstvu in mu omogočiti ugodno podjetniško okolje. Vsa mala in srednja podjetja, ki so v teh kriznih letih ostala na površju, predstavljajo zdravo jedro, na katerem se lahko gradi prihodnost. Vlada pa se mora zavedati, da nam dobra kondicija v zadnjih letih močno peša. Vprašanje časa je, kako dolgo bomo še zdržali. V Sloveniji ni samo gospodarska kriza, pač pa imamo moralno krizo, krizo vrednot in poštenja, katera nas je pripeljala do stanja, v katerem smo se znašli. Vsakodnevni stečaji, 117 tisoč brezposelnih. Samo v zadnjih 4 letih je slovensko gospodarstvo izgubilo 90 tisoč delovnih mest. Plačilna nedisciplina, siva ekonomija, nepobrani davki, dvig DDV-ja, predolgo in predrago reševanje bank, kreditni krč, zmanjšana kupna moč, nov nepremičninski davek, zaradi katerega se že ustavljajo investicije. Vlada pa nam vsak dan postreže z dodatnimi ukrepi, kateri še bolj obremenjujejo naše malo gospodarstvo. Trenutna ekonomska politika te države ne pelje v pravo smer in ne daje pravih rezultatov. Treba je glasno povedati, da v naši državi nimamo izdelane prave strategije. Vlada mora takoj vzpostaviti pravni red in sprejeti ukrepe za zagon gospodarstva. Nujne so reforme. Brez varčevanja Slovenija nima realne možnosti, da se potegne iz te situacije. Med ključne ukrepe za zagon gospodarstva mora vlada nujno vključiti cenejši in kakovostnejši javni sektor, lažji dostop do virov financiranja, nižje davke in druge dajatve, znižanje obrestnih mer, cenejša posojila, zagon infrastrukturnih investicij, znižati treba stroške dela in urediti prožnejše zaposlovanje, ter resnejšo in odločnejšo obravnavo privatizacije in prodaje državnih podjetij in s tem zagotoviti ugodnejšo poslovno okolje, katero bo malemu gospodarstvu omogočilo ponovni rast in razvoj in posledično pa tudi ohranitev in odpiranje novih delovnih mest. Zato moramo tudi mi vsi skupaj, z vami in vašo pomočjo, ustvariti novo podobo, novo strategijo in nov poslovni model naše stanovske organizacije, kateri bo funkcioniral na trgu in bo vplival na razmišljanje ter pripadnost organizaciji. Vse samo tako bomo lahko parirali trenutne ali katerikoli vlade v prihodnje. Član, ki se zaveda vsega, kar zbornica nudi kot učinkovit varuh pravic in interesov obrtnikov in podjetnikov, izbori zanj,
v obliki ugodnejših zakonskih obveznosti in ki uporabi vsaj nekaj od tega, kar mu zbornica ponuja, v obliki svojih storitev, ne dvomi, da je svojo članarino dobro naložil. Želimo, da bi se zavedali, da sta Obrtna zbornica Ljutomer, kako tudi Obrtna zbornica Slovenije, organizaciji, ki sta vse skozi bili in še sta v rokah članstva in ki jo pravzaprav na vse zadnje vse skozi tudi vodijo člani sami, upravljajo obrtniki. Naj bo naša območna obrtno-podjetniška zbornica še naprej tisto mesto, kamor se obrtniki in podjetniki najprej zatečemo, bodi se takrat, ko potrebujemo strokovno pomoč, ali pa takrat, ko se mora biti zaželimo le trenutek družabnosti ali pogovor s svojimi kolegi. Verjamem tudi v to, da je v slogi moč in le, če bomo stopili skupaj, se medsebojno podpirali in se skupaj borili za prijaznejše poslovno okolje, ter še bolj povezovali in delovali tako na lokalni, kako tudi na regionalni ravni in predvsem, če se ne bomo pustili razbijati, bomo beležili uspehe in preživeli. Spoštovani obrtniki in podjetniki, časi so taki, ko so velike besede odveč. Zato že danes, ob tej priložnosti, apeliram na vse vas, da v naslednjih mesecih in po prehodnem obdobju dobro pretehtate razloge, zakaj je dobro ostati član. Končni cilj vsakoga izmed nas je biti uspešen na svojem delovnem področju, biti cenjen med svojimi stanovskimi kolegi, biti zanesljiv in cenjen poslovni partner v očeh kupcev in biti aktiven član družbe, v kateri živimo in delamo. Naše vrednote so jasno definirane. Oblikovane so skozi lastno delo, lastni razvoj in seveda tudi kapital, ustvarjen z znanjem in poštenim trdim delom. Pri izboru obrtnika leta iščemo in izpostavljamo tiste najboljše, kateri so z svojimi izdelki in storitvami ustvarjajo novo dodano vrednost. Obrtnik kot posameznik je za svoje delo najprej odgovoren samemu sebi, svoji družini, sodelavcem in seveda širši družbeni skupnosti, v kateri živi in udejanja svoje podjetniške zamisli. Pravijo, da imamo obrtniki v svojih izdelkih in storitvah vtkano svojo dušo in svoje srce. Pravijo pa tudi, da imamo obrtniki zlate in pridne roke. Menim, da to drži. Zato iskrene čestitke vsem, ki dosegate svoje cilje in uspehe na tej obrtniški poti. Ponosen sem, da so danes med nami zavedni in prepadni člani, katerih dosežke in delo neizmerno spoštujem. Iskrene čestitke vsem dobitnikom priznanj. Verjamem, da takšne pozitivne zgodbe, ki jih pišete vi, spoštovani slavljenci, ne le navdušujejo, temveč tudi ustvarjajo pozitivno podobo obrtništva in podjetništva. Zato mi dovolite, da nocoj v tej družbi v imenu Obrtne zbornice Ljutomer razglasim in podelim častni naziv obrtnika leta, območno Obrtne podjetniške zbornice Ljutomer, katerega letos sprejme gospod Ivo Ozmec, obrtnik leta 2013. Ozmec je ponosna družinska obrt, že 50 let zavezana k izročilu tradicije kamnoseškega mojstrstva, k natančnosti in lepoti obdelave kamna. Vse skozi se gibljajo na stičišču gradbeništva in umetnosti, kjer nenehno iščejo idealno razmerje med lepoto in kakovostjo, ki presega sedanjost in pušča sled v osebni zgodovini ljudi in skupni zgodovini krajev, širom Prlekije in tudi krepko izven njenih meja. Začetki podjetja segajo v 50. leta prejšnjega stoletja, v povojno Nemčijo, deželo obnove in priložnosti za vse, ki so želeli, zmogli in znali svojimi rokami ustvarjati presežke.
Med njimi je tudi Jože Ozmec, mlad kamnosek, ki je skupaj s soprogo Stanislavo pridobival pomembne delovne izkušnje in znanja v tem okolju, ki ni poznalo kompromisov in ni dopuščalo napak. V tej miselnosti klime novega zagona in natančnosti je leta 1965 nastala kamnoseška delavnica, katera se je v začetku ukvarjala tudi s teracerstvom, ki se je skozi leta vedno znova tehnološko in vsebinsko posodabljala, izobraževala nove kadre, se širila, živela in dihala za želje in potrebe strank. Podjetje je postopoma v letu 1995 prevzel sin Ivo Ozmec, ki je kot nosilec obrti nadaljeval tradicijo strogih delovnih navad, ljubezni do obdelave kamna, posodobitve klasične kamnoseške tehnologije. Danes kombinirajo klasične tehnike obdelave kamna s sodobnimi računalniškimi orodji, v tretji generaciji pa že nekaj let razpolagajo tudi z diplomiranim inženirjem arhitekture, ki omogoča načrtovanje in izvedbo vedno bolj kompleksnih projektov obdelave kamna v spomeniške, gradbene in številne druge namene. Za kamnoseštvom Ozmec je več tisoč uspešno izdelanih naročil, spomenikov, gradbenih elementov, polic, stopnic in kaminov ter manjših in večjih izdelkov za različne namene in potrebe. Zaznamuje jih dolga tradicija poštenih odnosov s strankami, ki pritičejo najboljšim standardom obrtniškega izročila in vedno z veseljem pokažejo na svoje izdelke ter tudi pomagajo pri dolgoletni skrbi zanje. Pred njimi stojijo novi izzivi, na katere gledajo kot na priložnost, ki z dvignjeno glavo, korak za korakom, uspešno pretvarjajo v nove uspehe. Obrtnika leta 2013, vabim, da se mi pridruži na odru gospod Ivo Ozmec. Priznanje in kipec bodo gospodu Ozmecu podelili predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljutomer, gospod Danijel Zelko, predsednik upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, gospod Branko Meh in županja občine Ljutomer, gospa magistra Olga Karman. Prosim, da se mi tudi vi pridružite na odru, da predamo priznanje in kipec. Hvala lepa. Gospod Ozmec, izvolite, zdaj je beseda vaša. Nisem govornik, zato bi se samo prvo zahvalil svojim staršem, da so uhodili to pot zame, moji družini, ki me podpira in se marsičemu odpoveduje na ta račun in tudi svojim sodelavcem, da razumejo, da veliko krat ni lahko. Hvala. Hvala lepa. Gospod Ozmec, še enkrat iskrene čestitke. Gospod Zelko, preden gremo na tisti sproščujoči del današnjega večera, imate še nekaj besed za zahvalo. V imenu Obrtne zbornice Ljutomer bi se rad zahvalil za sodelovanje Obrtne zbornice Slovenije in vsem sosednjim območnim zbornicam. Moramo pohvaliti preteklo delo in sodelovanje z občino Ljutomer ter posebna zahvala županji magistri Olgi Karba za posluh in prizadevanje na področju razvoja malega gospodarstva. Hvala. Vam občanom občine Ljutomer pa čestitam ob praznovanju 57. občinskega praznika. Hvala.
Hvala lepa, gospod Zeljko. Zahvala gre tudi tistim, ki so današnjo preditev omogočili. To so občina Ljutomer, zavarovalnica Maribor in zavarovalnica Triglav. Hvala tudi obema oktetoma za sodelovanje v današnjem programu in še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem. Zdaj pa sledi tisti prijetni, sproščujoč del današnjega večera, ko se bo po mojem tudi še malce ohladilo, da bo še bolj prijetno. In danes bomo uživali, tudi jim gre zahvala, ob kulinaričnih dobrotah gostilne Zorko. Lepo se imejte, lepo preživite večer in hvala lepa.